Maja leta 1990 sem bila na Demosovi listi izvoljena v družbeno-politični zbor skupščine občine Ljubljana center. Imeli smo šibko večino. Pripravljena sem bila za en mandat zapustiti svoje delo in postati profesionalna predsednica skupščine. V politiki nisem imela izkušenj, zato sem se takoj po izvolitvi za vso vnemo posvetila prebiranju občinskih aktov. Na sedežu občine, pri častni stavbi imenovani Kresija, sem prebirala kupe papirja pozno v noč. Več večerov zapored sem se na hodniku pred izhodom iz stavbe umikala opekanim in informiranim moškim, ki so nosili težke lesene zavoje. Niti sanjalo se mi da je notri orožje. Doma sem pred spanjem pridno in vestno prebirala poslovnik in statut občine in druge občinske papirje in nekaj noči pri polnočnih poročilih na 3. programu slišala, da po nekaterih občinah prihaja do predaje orožja teritorialne obrambe, nekatere pa so se predaji uprle. No, naslednje jutro je takratni še stari predsednik izvršnega sveta v Voditi Zadregi povedal, da je vedel za predajo orožja teritorialne obrambe, ki se je nahajal v stavbi Kresije in da se zaveda, da bi me o tem moral obvestiti, vendar je imel drugačna navodila. Spominjam se, da se nisem jezila ali pa zganjala zavedosti, orožja ni bilo več in pika. Nikoli nisem vedela, koliko orožja je bilo v takratni centrski občini. Verjetno ga je bilo zelo veliko, ravno zaradi osrednjih državnih ustanov, ki so bile v njej locirani. Občina Ljubljana center je imela tudi lasten varnostni načrt, zaklenjen v omari, imela je svoj svet za varnost ali nekaj podobnega in predsednik skupščine občine je bil predsednik varnostnega organa. Tako je bilo po vseh takratnih slovenskih občinah, no tistega dokumenta, varnostnega načrta, nisem šla nikoli pogledati, njegova vsebina je bila v novi situaciji tudi relevantna. V naslednjih dneh je bilo med občinskimi funkcionarji zaradi predaje orožja teritorialne obrambe veliko razburjenja. Ne moremo oceniti, koliko razburjenja in negodovanja je bilo iskrenega in koliko navideznega. Takratno predsedstvo republike nas je kasneje poklicalo na posvet na to temo, vodil ga je gospod Kučan, prisoten je bil tudi Janez Janša. Sestanek je bil koristen samo toliko, da smo si občinski funkcionarji povedali vsak svojo klavrno zgodbo o zapremlju orožja in slišali meglene obljube, da orožje le ni dokončno izgubljeno, ampak varno spravljeno v rokah JLA. Če bomo hoteli, si ga bomo lahko šli tudi pogledati v skladišča. Ogled orožja teritorialne obrambe, ki naj bi bilo iz moje občine, je bil tako velika burka, kot nekaj tednov kasneje ogled blagovnih rezerv hrane. Nekje v Šentilju so nam občinskim funkcionarjem pokazali nekaj zabojev s konzerviranimi puškami. Skladišče je bilo slabo varovano, nepopušeno, stavbe zaprte z žabicami, slabšimi od tistih, ki jih imam na vikendu. Nikjer ni bilo videti niti enega naboja. Na vprašanje, kje pa je lahko orožje, ki ga je teritorialna obramba tudi imela, smo dobili odgovor, da nekje drugje. Imela sem vtis, da vsaki občinski funkcionarski garnituri kažejo iste stare konzervirane puške, tako kot nam je kasneje gosar razkazoval iste pakete s sladkorjem, moko in oljem v nekem napolpraznem skladišču s hrano. Pripomniti moram, da nam je šlo v tistem času tudi z osnovnimi živili zelo na tesno in so bile zaloge osnovnih živil zelo pomembne za delovanje države. Občinski funkcionarji smo polagoma pozabljali na poniževalen odnos, ki so ga z razorožitvijo teritorialne obrambe pokazale stare oblastne strukture do novo izvoljene oblasti v občinah. Za vso ostrino sem se tega problema začela zavedati po obisku učnega centra na Igu, pozno jeseni 1990. Tja sva odšla skupaj z novim predsednikom izvršnega sveta in mene je obisk globoko potrl. Vojaki, ki sem jih videla, so bili slabo oblečeni, slabo obuti, v uniformah s prekratkimi hlačnicami, preozkimi sukniči, v njihovih sobah je bilo po moji oceni mrz, premalo odej, nisem upala vprašati, če imajo vsaj dovolj hrane. Na stojalih pred vadnimi stavbami nisem videla niti enega kosa orožja. Tako je bilo po drugih občinah verjetno zelo podobno. V vojaškem smislu smo bili goli in bosi. Spraševala sem se takrat in se sprašujem tudi danes,
čemu je služila razorožitev teritorialne obrambe. Pred sabo imate človeka, ki se ni nikoli ukvarjal ne z vojsko, ne s policijo, tudi za zdravnica. Je služila zanikanju stvarnosti, ki se je v Sloveniji za vso naglico razpletala proti dokončni osamosvojitvi. Je služila razkazovanju moči in zastraševanju. Kakšna je bila v tej sramotni raboti vloga Ožbolta in Hočevarja, ki sta kot vojaka morala vedeti, da bodo v prihodnosti nekateri slovenski fanti in moži stopili v bran samostojnosti domovine tudi gori krog, če potreba. Je v zgodovini vojaških organizacij sploh znan primer, da se poveljujoči vojaki zavezali služiti domovini in svojemu ljudstvu razorožijo kar sami. Je bilo sodelovanje vrha teritorialne obrambe, da se njihovo lastno organizacijo razoroži znak pritiska, grožnje, strahopetnosti, ubogljivosti, uslužnosti, poslušnosti, preračunljivosti, ne vem, vprašanja, kjer je odgovor. Od jugoslovanske ljudske armade nismo pričakovali razumevanje. Pričakovali smo samo kulto in krvavo nasilje. V življenju nisem doživel, ko sem resničal, ali nisem marsikaj preživel. Kako se je stvar odvijala? Je res, da niso vedeli tisti, ki danes so trdijo. Za vso odgovornostjo vam povem, da sem takrat, ko sem dobil to informacijo, neposredno v ukrajinskem štabu Vzhodnoštajerske, takrat četel SRS, poklical izvršnega sekretarja za SLO in DS, ki sem mu odgovarjal, Cilo Tomadja. In po telefonu, pa ne štava, seveda tako na jugu nisem bil, ker vem, da so gospodje iz jugoslovanske ljudske armade budno spremljali naše delovanje. Šel sem v avtoprevoz k soprogi in od tam poklical centralni komitet Zveze komunistov Slovenije. In ga vprašal za navodila, kaj storiti, ker si bi vedel, da se to dogaja in da se bo dogajalo v naslednjih dneh. Spoštovani, na odgovor čakam še danes. In potem se je zgodba seveda začela odvijati. Tisto, kar sem vam prej omenil o moškem in možu, sem vam povedal zato, ker so ti gospodi prišli in nam orožje pobrali. To so bili oficirji GDA, ki so bili zaposleni v slovenski teritorialni obrambi. Moji sodelavci, dotedanji, se moram priznati, tudi njim ni bilo lahko, nekateri je bilo menda celo pošteno stran. Naj pa povem osebno izkušnjo, ki nihče ne more demantirati. Ko je prišel k meni, ne bom pa imenoval, se ni pomembno, ker je majhen človek, pa vam ga bil je kot polkovnik GDA, in zahteval celo mojo osebno oborožitev. Vojaki imamo en izraz, ki pa tak primer. In takrat rečemo, dobiš pištolo, to nas se bilo naprej. In to sem mislil takrat mrtvo resno in zato se je gospod obrnil, zardel in odšel in jaz sem vsaj svojo osebno oborožitev držal. To se ni toliko pomembno. Želim vam pokazati, kaj in na kak način se to dogaja. Takrat sem se vprašal, kje so vsi ljubi Slovenci z generalskimi epoletami, da mi, teritorialci, ostajamo brez orožja in se nimamo na koga obrniti. Veste, mnogo kasneje sem poslušal kupico zgodb, vključno z mano o tem, kako je gospod Janez Janša in Grgovča in ne vem, to še vse zganjal šovinizem v teh enotah manevrske strukture in ne vem, kje vse. Naj vam povem drobno skrivnost. Tisti mladi, ki tega ne veste, večina nas to tako vemo. Jaz sem bil inštruktor za idejno politično delo, torej partijski funkcionar, ki sem bil zaposlen v teritorialni obrambi Republike Slovenije in prislužil sem temu narodu in domovini. In ker sem bil vojak, je bila zame oblast, ki jo je postavilo ljudstvo na svobodnih volitvah, samoumevno, tista oblast, ki jo moram spoštovati, poslušati in uresničevati njene ukaze. Toda, očitno sem se motil, kaj vsi niso mislili, tako in tu je bilo jedro spora in problem. In večina nas, ki smo ustvarjali MSNZ, je bila v prejšnjem sistemu, kako smo temu rekli, rdeče barve. No, zdaj smo pa tam, kaj ne pravzaprav rečemo. Torej, nismo drugačni, vsi smo krvavi kot kožo, res pa je, da se zelo drugače
lahko posameznici in posameznice vedejo v določenih zgodovinskih trenutkih. Mi smo takrat postali večinoma v Sloveniji brez oborožitve in vse vojaške opreme, ki smo to odpeljali v kasarne. In potem nam ni ostalo druga, kot da prisluhnemo povabilo, ki smo ga dobili in organiziramo najprej štabe, ki smo posameznih vojašnic tajno skrit način, tudi tu je nešteto zgodb, okradli lastno orožje, ki ga je ta narod in ta država kupovala 20 let in ga vsaj manjših količinah pridobili nazaj toliko, da nismo bili goli in bosi. Gospe in gospodje, če ne bi imeli danes malo starejših mladeničev, ki sedita tu v meni, takrat pa rosno mladi Igorja Mavčarja in Janeza Janše, potem bi se najbrž že meni in temu mojemu narodu drugače pisali sodba. Jaz bi se zahvalil vsem našim tukaj za povrstjo in seveda mi poslanci bomo videti, domovina kliče, gospa Slana bi mogoče rekla, pa goloroki, mi bi pa odgovorili, sej na naslednjih volitvah nas bo to odložili.